Dejansko razrez, ki ga predlaga, pomeni dvig za 2 plačni mesti v osnovi za vse poslance. To bi seveda tudi povečalo avtomatsko plačno maso in potem tudi razdelitev, ki jo kasneje predlaga, bi na koncu pomenila večji izdatek za državni zbor, kar dejansko pomeni, da gre za višanje plač vsem poslancem, ne pa tako, kot trdi gospod Tonin, da gre predvsem za neko bolj pravično razdelitev. To je prva stvar. Druga stvar je to, da želi povišati v bistvu ta neobdavčen del poslanskih plač, torej pavšal, iz trenutno minimalnega, ki je 500, se pravi za tisti, ki so najbližje Ljubljani, na 800, se pravi bi tudi iz tega naslova se povečal ta poslanski privilegij. Tretja stvar so potni stroški. Zdaj, gospod Tonin navaja, da gre za neko bolj pravično ureditev, ker bi naj to veljalo za dneve, ko so poslanci prisotni v državnem zboru. Jaz pa bi tle rad izpostavil, da gre za izjemo od vseh ostalih uslužbencev v javnem sektorju, ki trenutno dobiva povračila potnih stroškov glede na mesečno vozovnico oziroma tako, kot se računa. Tako da gre še za spet eno izjemo in nekako bi razumeli to kot dodaten privilegij poslancev. Tisto, kar je še v tem reformnem paketu gospoda Tonina sporno, je pa način plačevanja najemnin, že tako nizkih najemnin poslanskih stanovanj, kjer bi za nekatere poslance, tisti, ki so nekoliko bolj oddaljeni, v bistvu državni zbor subvencioniral že te tako nizke najemnine. Tako da mislim, da tu ne moramo govoriti o neki bolj pravični ali pa ustrezni razdelitvi teh pravic, ampak gre zgolj za višanje teh pravic. To je neizpodbitno. Potem poleg tega skuša reformirati ali pa razsuti nekaj, kar je bilo verjetno ena redkih dobrih stvari, ki jih je takrat naredil predstavnik desne politike, gospod Virant, ko je omejil financiranje političnih strank. Sedaj gospod Tonin spet odpira možnost, da bi zasebne gospodarske družbe financirali politične stranke in tako seveda tudi na nek način zabrisal transparentnost pri financiranju, pri čemer smo videli v zadnji volilni kampanji, da smo oziroma imajo nekatere stranke bili vloženi. V Levici smo temu nasprotovali že v preteklem mandatu, še vedno temu nasprotujemo in mogoče je to tudi eno od tistih izhodišč, ki kaže, kdo pravzaprav sploh je opozicija v tem državnem zboru. Vsi ostali molčijo, gospod Tonin skuša to na tiho speljati naprej, tako da ponavljam včerajšnjo izjavo. To je odraz, kaj je politični establishment in kdo je pravzaprav opozicija v tem državnem zboru.